Hvaljen Jezus in Marija, naši zvesti gledalci, pozdravljeni. Rahel in vinograd so duhovne vaje za osebe po splavu. Gre za izjemen program, edinstveni model skupinske terapije, ki nudi psihološko in duhovno potovanje k ozdravitvi. Program omogoča globlji vstop v proces žalovanja in pomaga videti posledice splava. Konkretne vaje omogočajo pogovor o žalosti in trpljenju in pomagajo udeležencem, da se povežejo med seboj in z Božjo ljubeznijo, ter sprejmejo odpuščanje zase in za druge. Gre za priložnost, da se udeleženci globje povežejo s splavljenimi otroki in jim izkažejo spoštovanje v pogrebnem obredu. Bog njihovo tragično izkušnjo preobrazi v nekaj, kar daje upanje, svobodo in mir. Z menoj bosta tokrat duhovni vodja programa Rahel in vinograd, jezuit pater Tomaž Mikoš, svoje osebno pričevanje pa bo z nami delila gospa Cvetka. Oba prav lepo pozdravljam v našem studiu. Me veseli, da smo se tako lahko srečali in bomo to podelili danes z našimi gledalci. Morda najprej vprašanje za patra Tomaža. Rahel in vinograd. Že ime je tako zanimivo. Zakaj Rahel in vinograd? In prav vinograd, ne? Če boste odprli svetopismo, boste našli Rahelo, ki objokuje svoje otroke in neutolažljivo žaluje za njimi. Zato je tudi avtorica tega programa izbrala to ime, kajti to je prostor žalovanja. In Rahela je tista, ki žaluje za otroci, ki jih je izgubila. In to je to, kar mame in očetje otrok ali njihovi bratje ali sestre ali stari starši, zaradi česa pridejo na te duhovne vaje Rahel in vinograd. Verjetno se vprašate, a ne, se pravi, kako sploh sem prišel v stik z tem. V ozadju je vedno ena osebna izkušnja. Jaz se spominjam, ko sem 2003 ali 2004, ko je moja sestra izgubila otroka, ker se je zadušil s popkovnico in je potem rodila mrtvega. Jaz na pogreb nisem mogel, ker sem bil na Irskem, ampak sem zelo globoko čutil žalovanje moje sestre za tem otrokom. In vem, da potem, ko smo se pogovarjali, je tudi čutila veliko krivde, a ne, kar nekako običajna reakcija ob izgubi otroka. A ne. In verjetno je me ta izkušnja nekako naredila občutljivega za izkušnjo žena, ki so izgubile otroka. In ko sem potem, nekje mislim okrog leta 2010, mi je slučajno prišlo pod roko gradivo, ki ga je eden od naših jezuitov prinesel iz neke konference v Rimu. Še spominjam se, to je bila pač neka zloženka za Rahel in vinograd, pa en DVD in neka knjigica, je to pritegnilo mojo pozornost. In ker sem vedel, da bom leta 2014 šel študirati na Irsko v drugi cikl teologije, sem pomislil, to pa je nekaj, kar bi pa jaz želel, da bi bilo tudi v Sloveniji. In tako sem potem v tistem času srečal še gospo Valentino Pikela, ki je tudi nekako poznala Rahel in vinograd po eni drugi poti, kar mi je dalo dodatno motivacijo, da imam enega sodelavca. In ko sem šel na Irsko, sem potem seveda pisal voditeljci tamkajšnjega Rahel in vinograda Bernadette Goulding, če lahko tudi jaz pridem in spoznam, se pravi, zakaj se to gre. In malo sem bil presenečen prvič, ker je rekla, lahko, ampak najprej pač moraš priti zaradi sebe, se pravi, kot udeleženec. Ja, in to je ena posebnost Rahel in vinograda, da ne moreš sodelovati v ekipi, ki to vodi, če tudi sam se nisi tega udeležil kot udeleženec. In zame je bilo takrat tudi doživeti ta Rahel in vinograd ena taka zelo pozitivna izkušnja, ko lahko bi rekel, da sem prvič vzpostavil stik s svojimi nečaki. Ne povem, da je moja sestra kasneje tudi umrla zaradi anevrizme skupaj z otrokom, s katerim je bila noseča. Tako da
vsekakor sem tudi jaz imel Rahelin vinograd za prostor mojega žalovanja, ne, se pravi za nečake, ki jih nikoli nisem spoznal. Tako da sem potem na Irskem leta 2014 šel na prve duhovne vaje in potem kasneje na druge duhovne vaje, tokrat že kot član ekipe. In ko sem se potem vrnil v Ljubljano, v Maribor, ker sem bil študentski duhovnik, sem povabil Bernadette Goulding v Slovenijo, da bi o tej izkušnji govorila na Nikodemovih večerih. Ja, to smo tudi predvajali na naši televiziji. Ja. Imamo ta posnetek, ja. Super. In moram reči, da v okviru tistega njenega obiska takrat smo tudi organizirali prve duhovne vaje na Hrvaškem takrat, v enem samostanu, iz katerih se je potem rodila tudi nekje prva ekipa, se pravi, ki je vodila ta program Rahelin vinograd. In mislim, da sedaj Rahelin vinograd deluje že od leta 2017, se pravi že osmo leto. In je velik blagoslov za vse, ki imajo milost, da pridejo na te duhovne vaje, kot tudi za našo ekipo. No, ampak zanimivo je ravno to, da prve duhovne vaje so bile sicer na Hrvaškem, a ne? Tam ste začeli. To je bilo čistega preprostega razloga, ker sem takrat sodeloval z enim hrvaškim duhovnikom in smo povabili k prvim duhovnim vajam tudi nekaj ljudi iz Hrvaške, zato da bi tudi njim omogočili to izkušnjo. Žal se potem na Hrvaškem Rahelin vinograd ni oprijel, a ne takrat, ampak je pa seveda te duhovne vaje so bile zametek nove ekipe, se pravi za Rahelin vinograd na Slovenskem. In zahvaljujoč temu, po drugi strani pa moram reči nekaj, se pravi lokacija, da je bilo na to eni skriti lokaciji, je bilo tudi pomembno, kajti nekdo z izkušnjo splava, ki je obremenjen za krivdo in sramom, si vsekakor želi, da bi šel na nek kraj, kjer ga ne bo nobeden poznal, nobeden spraševal, zakaj je tam. In tudi nasploh, se pravi, duhovne vaje Rahelin vinograd vedno potekajo na anonimni lokaciji. Zato, da na ta način ustvarimo varen prostor za udeležence. Zato tudi ne boste našli nikjer zapisa, se pravi, kje imamo te duhovne vaje, samo datum. Ja, to sporočite osebno vsakemu, ki se pač prijavi oziroma udeleži. Zdaj, gospa Cvetka, najprej iskrena hvala, da ste se odločili z nami podeliti svojo izkušnjo. Na začetku bi vas, preden celo vašo zgodbo izvemo, povprašala, kako ste pa vi doživeli Rahelin vinograd? Sami ste bila tudi udeleženka, ko sedaj tako gledate nazaj, ti sadovi Rahelinega vinograda za vas. Sem bila, hvala Bogu, da me je nagovorilo, da sem se jih udeležila. Tako, kot ponavadi je tudi takrat nekaj vmes prišlo, ker sem mogla to eno novo službo in se že mislila odpovedati. Ampak me je res, hvala Bogu, Katarina nagovorila, da naj vseeno pridem, da mi bo to zelo koristilo tudi v tej novi službi, ker sem v bistvu predvsem delala z otroki. Tako da sem ji res za to zelo hvaležna, da sem se jih udeležila. Bilo je pa to za mene res ena velika, kako ne rečem, težka izkušnja. No, jaz sem v bistvu, nisem sploh vedela, kam grem, kaj se bo tam zgodilo. Ker jaz sem imela vse skupaj to tako v sebi potlačeno, čeprav sem čutila, da moram v bistvu v zvezi s tem nekaj narediti. Da je to moje počutje posledica pač splava in da moram v zvezi s tem nekaj ukreniti. Zato sem tam se prepustila v bistvu čist vodstvu pač teh ljudi, ki so se ukvarjali z nami. V bistvu sem pa molila samo to, da bi se odprla, da bi lahko v bistvu sprejela vse to, kar mi je bilo tam ponujeno za svoje ozdravljenje. Tako da jaz imam zelo dobro izkušnjo
Moram pa reči, recimo, da sem jaz tam, te duhovne vaje so zelo močne, res. Intenzivnost je močna, pa tudi veliko se dogaja, tako da jaz sem bila, moram reči, zelo utrujena vsak večer, recimo, ker je bilo tega veliko in sem sicer tam začutila nek mir, pa tudi neko pozitivno izkušnjo, ampak ker je bilo tega toliko, nisem tako sprot v bistvu to mogla predelati. No. Jaz sem to pol še, ko sem prišla domov, ko sem to vse predelovala, jaz sem potem doma to še mnogo bolj, to ozdravljenje začutila, ali pa to osvobojenje, v bistvu v veri, v molitvi sem se predajala in sem v bistvu začutila šele po duhovnih vajah res tisto osvobojenje, pa tisto odpuščanje, no? Sama sebi, a ne? Pa začutila sem, da me Bog sprejema tako, ko sem, no, grešno. To me je tudi dalo veliko osvobojenje, no? To notranje trpljenje, ki sem ga občutila, da sem grešna, da sem umazana, da me nihče ne mara, da me niti Bog ne sprejema tako. Tam sem to v bistvu začutila, no, da sem ljubljena, da sem vredna. Tudi v tej smeri sem tam veliko prejela. No. Tako da bi lahko rekli, da pozivamo vse tiste, ki morda gledajo to oddajo, ki nas sedaj spremljajo, ki jih takšna podobna izkušnja teži, da se lahko obrnejo, torej gre za spletno stran rahelinvinograd.si, kjer dobijo vse podatke, tudi se lahko pokliče na telefonsko številko, kjer se prijavi. Morda povemo zdaj, torej to gre za vikend, ne? To so 3 dnevi, 2 noči, letos sta 2 termina, od 28. do 30. marca, to je spomladanski, in od 24. do 26. oktobra. Kako pa zdaj, če rečemo, torej vemo že, da je na anonimni lokaciji, kako pa potem je s hrano, z vsem, če morda še to, da malo logistično najprej razrešimo, pa bomo potem šli, kar zanima recimo naše gledalce. In kako potem, koliko jih je potem tudi v skupini, ne? Ne gre za veliko skupino? Metoda oziroma način teh duhovnih je tak, da okrevanje oziroma zdravljenje poteka v majhni skupini. Mi sprejemamo do 12 oseb. Imamo pa seveda neke duhovne vaje, lahko tudi samo za 4-5 oseb, ne? Se pravi, ne gledamo, da bomo dosegli polno število, ker se zavedamo tega, kako težko je se odločiti za te duhovne vaje, priti na te duhovne vaje, tako da te stvari nam niso toliko pomembne. Pomembno pa je, da je ekipa, ki ima okrog 6 članov, ne, se pravi tam res prisotna za udeležence. Torej, vi ste kot duhovni vodja? Ja, od lanskega leta pravzaprav imamo tudi še enega duhovnika, ki pomaga, in to je Miro Pavšek, kapucin, ki sedaj je župnik v Celju. In jaz sem izredno hvaležen, ne, se pravi, da je vstopil on tudi v to poslanstvo, ker jaz poleg teh duhovnih vaj Rahelin Vinograd vodim še duhovne vaje za tiste, ki so doživeli zlorabo, to je od bolečine k milosti, in mi to ogromno pomeni, da te duhovne vaje Rahelin Vinograd niso odvisne samo od tega, imam jaz čas ali ga nimam, ampak da je tudi en drug duhovnik nekaj tukaj na razpolago. Se pravi, tako da od lanskega leta je predvsem prisoten gospod Miro, kadar pa on ne more, pa jaz tu skočim, tak je sedaj naš dogovor. Je pa tista stalnost, ne, se pravi, te duhovnih vaje pa gospa Katarina Zobondora, ki pa je vstopila v Rahelin Vinograd že na drugih duhovnih vajah, in sem tudi izredno Bogu hvaležna, ne, da je poskrbel, da je bil takrat, ko je bila, se pravi, Bernadette Gulding v Sloveniji,
da smo imeli tudi eno srečanje z ljudmi, ki delajo na področju pro-life, se pravi, ki se prizadevajo za življenje, in da je bila tam Katarina in da je Bernadette tudi prepoznala kot pravo voditeljico za Rahelin vinograd. In ker res ne potrebuješ nekoga, ki ima en izreden materinski čut in sočutje, se pravi, do udeleženk. Ker to mislim, da je tisto, kar je najbolj pomembno, je ekipa, v katero pač je kot en dom, v katero prideš in začutiš, da si sprijet s tvojo rano, katero niti sam ne sprijemaš in sam sebe obsoješ. Tam pa najdeš ljudi, ki so doživeli nekaj podobnega, ki vedo, kakšna je ta bolečina in ki te sprejmejo s sočutjem in razumevanjem. Jaz mislim, da Jezus dejansko ozdravlja tudi preko nas. Ker to absolutno verjamem, se pravi, brez dobre ekipe, dobre v tem smislu, ki ima sočutje in razumevanje in srce, te duhovne vaje ne morejo biti učinkovite. No, zagotovo so sadovi veliki, kot tudi gospa Cvetka sama pripoveduje, pa tudi veliko pričevanj se najde na vaši spletni strani. Zdaj tukaj gre, pri Rahelinem vinogradu gre za torej načrtovan splav, torej, ki ga torej ženska se odloči za njega, ker se pač iz takšnih in drugačnih razlogov stiske, v kateri se najde, se odloči za to. Malce drugače kot, prej smo se pogovarjali, obstaja še druga, torej za tisti, kjer se spontani splavi zgodijo. In kako, gospod Cvetka, vi, če bi lahko z nami delili, kako je bilo pri vas, kako je prišlo do tega, da se pač ste morali sprejeti to, ste bili primorani sprejeti to odločitev, če lahko z nami podelite? Jaz sem bila stara v 17. letu, ko sem zanosila. Doma sem imela precej težav, pač smo bili ena taka malo posebna družina, da si bilo 5 otrok, oče je bil alkoholik, jaz sem bila najmlajša, 5. Mama je bila, jaz včasih rečem, da je bila živčna razvalina, pač videli se je, da je v bistvu ranjena tudi sama, kar sem pol kasneje izvedela, tudi od nje, da je tudi sama naredila splave. No, in ko sem jaz zanosila, sem bila v 2. letniku srednje šole, imela sem fanta, ki je bil sicer 2 leti starejši od mene. Imela sva se rada, vse je bilo v redu, ampak nobeden ni pričakoval. V bistvu jaz sem bila v teh stvarih tako malo poučena, nikoli nismo o teh stvarih govorili, niti recimo o spolnih odnosih, niti o menstruaciji, kako punca, kako postaneš žena in kako se lahko pa zgodi, da zanosiš. No. Jaz tega nisem vedela. In pa se je to zgodilo. In ker sem jaz pač začutila, da nekaj z mano ni v redu, sem se obrnila na mamo in sem mami povedala, pa tudi fant je izvedel, fantu sem tudi najprej povedala, ampak fant ni bil za to. On je rekel, da je pač, je bil v 4. letniku, bil je zelo ambiciozen in on je rekel, da ni za to, da bi otroka obdržala. Potem je tudi mama rekla, moja, rekla, veš, rekla, jaz sem tudi naredila splav, pač prav to je še tako zgodaj, to ni otrok, to je kepa krvi, to ne živi, to ti lepo nared, pa se tega rešiš, pa je vse rešen, pa bo šlo vse naprej tako, kot je šlo do zdaj, No, mešali so se tudi njegovi starši, pa nas je samo mama vedela in vsi so vplivali na mene, da pač jaz imam druge možnosti, da sem tako mlada, da nimam šole, oče je bil tako, ko je bil, pač alkoholik, jaz nisem imela doma nobene opore, nobene podpore, pač fant pa tudi ni bil za to. Tako da
Jaz sem bila mladoletna, na kar je mama rekla, veš, greva skupaj, bom šla s tabo, bom podpisala, ker si mladoletna in pač bomo to naredili, pa je. No, in res sva šle in jaz sem bila čist podhranjena, jaz sem bila kot punca s 45 kg, jaz sem šla tja kot en otroček, res, ne vem, mogoče so mislili, da sem stara 13 let. In ko sem bila tam sprejeta, mislim, to je bilo vse tako hladno, nobeden niti me ni poskušal vprašati sploh, zakaj, ali pa če bi se mogoče premislila. Nič, jaz sem, pa tudi tako, ne vem, ko se zdaj nazaj spominjam, je to tako vse nekaj bilo v megli, kot da jaz nisem tam, kot da mene ni, kot da vse drugi odločajo, da sem jaz tam, ne vem, v bistvu v rokah teh ljudi, ki so odločali namesto mene. No. Jaz se ne bi tako odločila. Se ne bi, ne? Ne. Večina verjetno je tako, ne, da... Jaz sem imela rada otroke. Ja. Jaz sem takrat imela že nečake. Moji bratje in sestra so bili toliko starejši od mene in so bili že vsi poročeni. Tako da sem jaz že imela nečake in jaz sem imela otroke zelo rada in jaz sem si otroka želela, ampak pač, ker sem bila poslušna, vedela sem, da bo doma spet si uhalo, da bo oče noril, ker je pač bil tudi nasilen, da bo na mene skočil, na mamo in tako in sem pač pristala na to. Ja, to je velikokrat je ta pritisk ravno, ne, kateremu pač podležeš, ne, ker si odvisen od tolikih faktorjev, ne, da pač preprosto ne gre tega pritiska. Ne. Je pa morda v današnji družbi, v današnjem času, ko pa je, to je bilo nazaj leta, rečemo približno, da ima v 1 desetletje. Ne. To se pravi, smo v 79. Ja, ne. Ampak takrat se res ni veliko govorilo o teh stvarih, ne. Danes se pa veliko govori. Ne. Danes ne samo, da se govori, ampak se promovira še toliko bolj. Ne, in je verjetno še toliko več takšnih ran, s katerimi se tudi danes srečujete. Ne. Mislim, da tudi danes je večinoma to odločitev iz stiske. Nekaj podobnega kot lisica, ki se ujame v past in da bi se rešila, si odgrizne nogo. Kajti če imaš urejen partnerski odnos, skupno prihodnost, se ne odloči za splav. Ne, se pravi, tako da večinoma so to odločitve iz stiske in v nekem smislu neprostovoljne za mnoge. Lahko se nekdo tudi sicer odloči iz prepričanja, ampak tukaj je zelo pomembno, ne, se pravi, da vedno razumemo, da je vsak primer edinstven in da ne delamo nobenih posplošujočih sodb. Mi na Raheljem vinogradu predvsem se zavedamo tega, da kakršenkoli je že bil razlog, ne, gotovo bil je neki trenutek, ko si tudi pristal na to. In seveda odgovornost za to jo sprejmeš v tem procesu žalovanja, ker to ti tudi omogoči žalovanje. Morda je danes najtežje to, da ko so medicinsko svetovani splavi in se za splav odločiš iz razloga, da boš v nekem smislu zaščitil svojega otroka pred trpljenjem, pred bolečino, in tisto žalovanje je potem bolj zapleteno, a ne kot bi bilo sicer. Zato, ker si se za splav odločil iz dobrega razloga, recimo temu. Kar pomeni, ne, se pravi, da je za par, ki je naredil to odločitev, potem samo okrevanje in žalovanje po splavu še toliko težje. Ne, ker najprej mora sprejeti, da je bilo to napačna odločitev. Da bi, če bi se sedaj odločil, bi se odločil drugače.
da lahko potem tudi žaluješ. Sam sebi priznati. Ne? Ja, ampak to je del potem tudi okrevanja. Ne? Prevzameš tudi tisti del odgovornosti, čeprav je morda zelo majhna, kot v primeru gospe Cvetke. A ne, ko dejansko so te zunanje silnice tako močne, ne, da čutiš, da nimaš glasu v vsem tem, ne, da se sam ne moreš, pa vendar je nek trenutek, ko sprejmeš, da tudi sam si to odločitev sprejel, kar je boleče, ampak je pa ozdravljujoče. Pa ste sami kdaj krivili recimo svoje starše? Ste na njih morda polagali svojo krivdo ali ste pač nekako videli, da... Ne, jaz sploh nisem obsojala svojih staršev v zvezi s tem. Jaz sem bolj krivila fanta, ker midva sva se drugače imela rada. Tudi še potem, ko je bil splav storjen, je tudi on mislil, da bomo midva naprej tako, ko je bilo in da je to rešeno. Ampak jaz sem takoj, ko sem se zbudila že z narkoze, jaz sem čutila, da ne bo nikoli več tako, kot je bilo. Jaz sem čutila grozno bolečino, takoj žalost, jok. Takoj sem čutila, da sem naredila nekaj, kar bodo hude posledice in ni samo to, da ti se znebiš otroka. Jaz sem takoj začutila, da je v meni umrl nekaj več tudi, da je v meni umrla tudi ljubezen, da jaz tega fanta nisem mogla več imeti tako rada, kot sem ga imela. V bistvu se je s časoma v meni porodilo sovraštvo. Jaz sem ga hotela na vsak način prizadeti, ker pač ni sprejel odgovornosti, tako da v meni je umrl v bistvu en velik del sebe in tudi tisto v meni, kar je bilo dobrega, ker sem nekako se ubil v meni tisto ljubezen, no, do življenja, do sebe. Jaz sem tudi sebe zasovražila, tudi sebe sem krivila, sebe sem obsojala, zakaj sem to dovolila, zakaj sem to dopustila. Da bi se glih tako, da bi vsak otrok lahko zraste, vsak lahko živi, da bi preživel. Tako da nisem obsojala mame, bolj je bilo to pol med nama s fantom, ne. No, midva s fantom sva se pol šele po enem letu, pa pol sva se pol dokončno razšla. Bilo je zelo hudo, bilo je tako, da bi kmalu umrla. Toliko daleč je pripeljalo ta sovraštvo med nama. Tako da jaz sem rekla, potem, ko sem začela to premišljevati, da v bistvu pri tem splavu, ko ti ga nekdo sugerira, ne, ko te nekdo prepričuje, da je to tvoja rešitev, a ne, sem rekla, vsi so si oprali roke, kot Ponci Pilat. A ne, ampak vse breme, vso žalost, vse trpljenje pa nos mama. Za mamo ni upravičila. Ko se enkrat zaveš, da si v bistvu, ne vem, ubil svojega otroka, ne najdeš zase upravičila. In jaz sem točno 40 let po splavu, 40 let je bilo zame puščave, res muke, pa so bila vmes obdobja, ko sem bila uspešna, ne vem, poslovno in tako, in tudi imela potem 2 otroka in vse, ampak to nikoli ni minilo meni. Jaz sem skozi čutila žalost, jaz sem skozi čutila neko krivdo, nisem bila to, kar bi lahko bila. In jaz verjamem, da je mnogo žena, tudi moja mama je bila med njimi, ker vse življenje nosijo to bolečino, ta občutek krivde, ker se ga mogoče sploh ne zavedajo, ampak nisi to, kar bi lahko bil. Nisi srečen, ne znaš živeti tistega življenja na polno, svobodno,
veselo, sproščeno, da se veseliš, recimo, ne vem, uspehov. Ker mene je to skozi dol pritiskalo. Jaz sem to šele pol kasneje, ko sem na Rahelinem vinogradu začutila to srečanje, da sem dala otroka v Božje naročje, da sem mu dala ime, da sem se poslovila. Jaz sem takrat začutila, da je šlo iz mene. Začutila sem svobodo, srečo in zdaj nekako z neko radostjo vsak dan znova si pač povem, da sem vsak dan bližje srečanju. Izročili ste ga v Jezusove roke, nekako njemu predali vse to in to je tisto, kar vas je dejansko preko ravno teh duhovnih vaj, ta izročitev sebe in otroka Gospodu. Ja. No, ampak je zanimiva pot gospe Cvetke, vi ste vero šele kasneje v življenju nekako sprejeli, kajti duhovne vaje so vseeno duhovno vodene, da tako rečemo. Pa vseeno so tudi sprejeti vsi, ki bi prišli, torej, ki tudi nimajo, ne čutijo pač, da so verni ali da bi se kako povezali, pater Tomaž Mikuš. Vsi so dobrodošli, Seveda, ker gre se za proces, gre se za srečanje z Jezusom preko vaje žive besede, preko teh meditacij, ki jih imamo, preko aktivnosti, ki jih imamo v teh duhovnih vajah. In to srečanje drug z drugim, srečanje z Jezusom, srečanje s svojim otrokom je nekaj, kar te spremeni. Tako da tudi če nekdo ni katoličan ali je morda celo ateist, mu lahko te duhovne vaje pomagajo v njegovem procesu žalovanja za otrokom, sprejemanja odpuščanja in sprave z otrokom. In ta trenutek, o katerem je govorila gospa Cvetka, je vedno znova za nas, ki smo člani ekipe, izredno ganljiv. Ko vidimo, kako se mama spravi za svojim otrokom, ko mu izkaže svojo ljubezen, ko ga nima več za izgubljenega. Ker tista največja travma pri splavu je, da mama misli, da je njen otrok izgubljen. In potem, ko pride do spoznanja, da pravzaprav ni izgubljen, da je pri Bogu, da jo odpušča, da jo ima rad, da želi, da bi bila spet povezana kot ljubeča mama in otrok, to potem spremeni. In s to zavestjo tudi mame ali očetje odidejo z teh duhovnih vaj. Se pravi, njihov odnos do otroka ni več odnos iz sramu in krivde, ampak je odnos iz ljubezni. Od tistega trenutka naprej je lahko ljubeča mama ali oče svojega otroka. Ko ga sprejme, ko se ta sprava zgodi, ko mu rečeš oprosti, to, kar sem naredila, te je prizadelo, tega ne morem spremeniti, ampak od zdaj naprej želim biti tebi ljubeča mama in zate imam ime in te kličem po imenu. In dejansko potem lahko živi ta duhovni odnos, se pravi s svojim otrokom zelo živo naprej. In se njeno življenje spremeni. Pomembno je tudi, da se otroka omenja, da se torej govori, da se tudi o tej bolečini spregovori z ljudmi. No pa morda, gospod Cvetka, vi ste mama 3 otrok, če štejemo še tega zraven. 3 otrok, torej Bog... 4, tako zadbavim. Torej Bog, na koncu tukaj res govorimo o bolečini, o zdravitvah in tako, ampak največje ozdravljenje, da Gospod, in to so čudeži. In nekako te čudeže moramo slaviti in se zahvaljevati za njih. Pa vendar vaša pot nekako je tudi preko do vere bila kar zanimiva. Vi ste vero šele kasneje sprejeli
mislite, da je to zares ključno in res ta velika uteha, ki jo lahko oseba, ki je dala nekaj takšnega skozi, kar ste vi dali, ta prisotnost Boga v svojem življenju? Je to tisto ključno, da res lahko kot človek popolnoma ozdraviš od takšne bolečine, kot je izgubiti svojega lastnega otroka? Jaz sem bila krščena, mi vsi otroci smo bili krščeni, nismo pa prakticirali vere. Tako, preko mame sem poznala Marijo, mama je večkrat pač Marija pomagaj, tudi mislim, da smo šli na Brezje, ampak pa za kakšne velike praznike, pa to, no, drugače pa ne. Leta 2002 jaz sem bila uspešna podjetnica, moram reči, sem pa imela veliko težavo s tem, ker smo se začeli ukvarjati z gostinstvom in je tudi moj brat mi pomagal in pač v družini je bil stalno problem alkohol. Na koncu smo pristali še pri gostinskem lokalu, tako da je moj brat leta 2002 naredil samomor. In jaz sem ga našla. Videla sva si bila zelo blizu z bratom. In ko je bilo pač to, da smo imeli gostinski lokal doma, takrat sta bila otroka že pač skoraj odrasla in pač sta tudi malo se že spogledovala z alkoholom, s to družbo in to. Sem jaz začutila, da pač to ni naša pot, da je treba nekaj ukreniti. In sem se odločila, da bom takrat pač, ko sem našla brata in ko me je to grozen prizadel, takrat sem imela zelo težko obdobje, tudi sama sem počasi zapadala v stisko, v depresijo, nekaj me je vlekel tudi že v alkohol, tako da sem hotela obvarovati otroke in sem se odločila, da takrat preneham. In začelo se mi je dogajati, sploh po tej smrti brata, da je nekaj več, da glede na to, da sva si midva toliko podobna, sem rekla, lej, zdaj ali bom šla na isto pot kot on, da bom končala tako kot on, ali pa moram nekaj narediti. In takrat sem se odločila, da bom v bistvu z vso to dejavnostjo, svojim poslom in to, da bom prenehala. In sem začela iskati tisto nekaj več. Sicer počasi, ker sem v bistvu še zmeraj vodila posle in tako naprej, ampak se mi je pa to začelo tudi v sanjah. Sem začutila ene dvakrat klic. No, potem sem pa, ko sem začela delati te načrte, da bom pač to vse opustila, se mi je pa zgodilo to, da sta se mi pač otroka pa mož so se mi začeli umikati, pač so me začeli sprejemati, kot da je nekaj narobe z mano, da kam jaz zdaj hodim v cerkev, da kaj jaz zdaj molim. Ampak jaz sem v tem, v bistvu, prvič v življenju sem našla nek mir. Ko sem šla v cerkev, sem pa vedno hodila v cerkev čistko nekam oko, da me nobeden ni videl. In vedno, ko sem bila v cerkvi, prvič sem se zmeraj jokala. Jaz nisem prenesla v bistvu tistega petja, tistega miru. To je v meni začelo prebujati tako žalost, tako, ne vem, bolečino, no. In bolj, ko sem hodila v cerkev, bolj, ko sem sprejemala vero, sem čutila, da je to prava pot. In hvala Bogu, da se mi je pol tudi to uresničilo, da sem v bistvu prenehala s poslom in takrat leta 2009 sem šla tudi na Camino v Španijo, popolnoma sama. Sem se odločila, da grem, da moram v bistvu ob zaključku enega dela življenja iskati nekaj novega, neko novo pot. In tam se je v bistvu zgodilo to,
da sem našla pot domov, k sebi, vase. Tam sem se v bistvu začela spoznavati, to je bilo leta 2009. No, čez 10 let v bistvu sem jaz prišla v Rahelin vinograd. Vseh teh 10 let, od takrat, vmes mi je umrla mama, vmes mi je umrla tašča, ki so se tudi zgodile takrat, bi tudi lahko rekla, kar čudež, da sem lahko v bistvu tašči odpustila, ker sem imela z njo, oziroma ona mene ni marala, no. In takrat sem začutila res tisto božjo milost in klic in vse tisto, kar me je resnično napolnjevalo z nekim mirom. Ampak je bilo pa to res pot trpljenja, hudega trpljenja. Takrat me je resnično na eni strani me je vlekel v vero, na drugi strani me je pa vlekel stran. No, jaz sem čutila velikrat v sebi, sploh recimo, ko sem se udeleževala maše ali pa ko sem začela moliti, recimo jaz sem začutila v sebi, kakor da me nekaj trga, kakor da me hoče nekaj raztrgati, ne? Ker hudi duh me je vlekel, jaz zdaj to vem, stran, ne? Ker jaz, on je imel mene v oblasti. In jaz še danes, ko gledam nazaj svoje življenje, vidim, da recimo, ko se zgodi prvi greh, prvi smrtni greh, se v bistvu ta rana, ki krvavi, je v bistvu najbolj odprta za hudega duha. Da takrat se začnejo kopičiti slabe stvari, vlečete v alkohol, v zasvojenosti, v pač v slabe stvari. No. In mene je to 10-20 let je mene to premetavalo in metalo v tla, tako da velikokrat se mi je zgodilo, da sem prosila Boga, naj me vzame k sebi, da se moram več. Ampak hvala Bogu, vedno, ko sem zdržala, ko sem šla skozi to, sem čutila veliko več božje milosti, veliko več moči. Tako da, ja, vera me je rešila, da sem še tukaj, no. Jezus. In če še povemo tole, ne, da se je tudi vaš mož spreobrnil, Ja. kar je še en takšen čudež in ena potrditev božje ljubezni, a ne, da dejansko zdaj skupaj lahko živita to polnost te ljubezni, ki vam je bila dana. Ne? Ja. 43 let sva zdaj poročena, čeprav je bilo res vmes precej že hudo, ampak res po božji milosti je Bog že, je bila taka njegova volja. Vmes sva se tudi cerkven poročila, midva nisem bila cerkven poročena, ker jaz nisem imela zakramentov. Sva se tudi poročila cerkven, tako da zdaj oba dva prakticirava vero in tudi vsak dan molva, rožni venec božjega usmiljenja, vse v zahvalo, da naj jo je Bog ohranil skupaj. Pa zdaj seveda je pač molva za otroke, za njihovo spreobrnjenje, ker tudi mi nismo živeli vere skupaj kot družina, za vnuke. To je najino poslanstvo zdaj, da pripeljeva tudi otroke pa vnuke k Bogu. Novo generacijo, a ne? Tako. Zdaj, pater Tomaž, ko gledate tako vse, ki prihajajo v Rahelin vinograd, pa torej potem, verjetno to je samo začetek, a ne? Tisto zdravljenje poteka šele verjetno, tisto konkretno, osebno, tudi po koncu duhovnega vikenda. Ste tudi takrat vi kaj prisotni zraven ali lahko tudi takrat poiščejo pomoč, če bi še rabili, ali gre to zgolj za 3 intenzivne dneve? Vsaka zgodba je zelo individualna. Za nekatere je Rahelin vinograd zaključek že enega dolgega procesa, od terapevtskega, morda duhovnega, ki so ga že prehodili. Za katere pa je Rahelin vinograd začetek. Predstavljate si recimo, da ste s to skrivnostjo splava živeli 40 let in nobeden za to ni vedel in sami ste mogli to globoko potlačiti in zanikati. In potem pridete na duhovne vaje Rahelin vinograd in morda morate priti še na ene, da res pridete v stik s to bolečino, ne, se pravi, ki ste nosili toliko let.
Tako da za nekoga je lahko Rahelin vinograd tudi en začetek enega procesa. Za mnoga je to zaključek že enega dolgega procesa žalovanja, za kateri se pa takrat začne. In seveda potem nekaj časa traja. Mi imamo vedno po duhovnih vajah čez mesec ali dva ponovno srečanje, kjer si podelimo izkušnjo, kako pa je sedaj po enem mesecu ali po 2 mesecih. In večinoma so te izkušnje res pozitivne, zelo redkim je morda potrebno priti na duhovne vaje še enkrat. Ampak to samo v primeru, da je bilo to globoko potlačeno in da oseba ni bila še v stiku s to bolečino. Tako da seveda pa se po duhovnih vajah začne neka nova pot, tudi duhovna. Zato mi že na koncu duhovnih vaj damo kar nekaj usmeritev in napotkov, se pravi za to duhovno rast po duhovnih vajah. Mi sicer ne prevzamemo odgovornosti, da bi v tem smislu, ker smo kot ekipa se pač lahko posvetimo zgor tem duhovnim vajam in potem še srečanjem, ki sledijo potem, usmerimo pa ljudi naprej v druge skupine ali v duhovno spremljanje ali druge duhovne vaje. Kot recimo, če bom čisto konkreten, se pravi nekdo, ki pride na Rahelin vinograd z travmo splava. In na Rahelinem vinogradu imamo tudi priliko podeliti nasploh travme, ki smo jih doživeli v našem življenju. In nekje pri 60% udeleženk je tudi travma zlorabe spolne. In seveda na Rahelinem vinogradu ne moremo v tistih 3 dneh nasloviti rano zlorabe. Zato potem usmerjamo osebo naprej v te druge duhovne vaje od bolečine k milosti, kjer lahko naslovi potem tudi rano zlorabe, ki se je zgodila. In tam nadaljuje svoje okrevanje. In za naše udeležence je Rahelin vinograd vsekakor za ene nadaljevanje, že začete poti, za ene pa tudi je nov začetek ene duhovne rasti, ki potem sledi tem duhovnim vajam. Gospod Cvetka, zdaj, ker se že počasi koncu približujemo tega naše prve oddaje, morda bi vas tukaj prosila še, da bi nagovorili vsa tista dekleta, žene, morda že mame, ki se morda ta trenutek, ko nas gledajo, odločajo, da jim pod srcem bije človeško življenje, ki pa ni zaželeno. Kaj bi jim vi z vašimi 40-letno potjo, z vašo 40-letno potjo položili na srce danes? Ja, jaz velikokrat pričujem tudi mladim o tej izkušnji splava in molim za vsako ženo, za vsako mlado mamico, da bi zmogla sprejeti življenje, ki ga nosi, ker ona misel, tako kot sem tudi mogoče jaz ali pa razmišljamo žene, da se, ne vem, da s tem, ko narediš splav, da rešiš sebe. Ampak jaz vsaki rečem, da sebe ubiješ. Ubiješ vezo z Bogom, ki je pot, resnica in življenje. To se pravi, če ubiješ življenje v sebi, ubiješ dejansko sebe, svoj potencial. Ne vem, jaz nekako to čutim tako in jaz sem tudi tako čutila pri sebi, da dejansko vsa ta leta jaz nisem živela, jaz sem bila duhovno mrtva. In jaz verjamem, da mi je Rahelin vinograd dal pot v vstajanje, pokazal mi je pot, kako se vstane iz te duhovne smrti, ki jo je v bistvu povzročil splav. In srečna sem, da v bistvu mi je Bog dal to milost, da jaz lahko pričujem
da me ni sram, meni je tudi Bog to oduzel, sram, krivdo, vse to mi je Bog vzel, ker sem prišla pred njega res skrušenim srcem. Tako, ko sem jaz prišla pred Boga, se mi je mogel smiliti. In zato polagam res, ne naredite tega vsak, pa sploh danes, kaj toliko enih možnosti, ki zavod živim, nudi pomoč, lahko prideš, lahko pokličeš, ponudijo pomoč pri tem, da vztrajaš, da ti pomagajo tudi finančno, tako da pa danes se o tem veliko govori. Moli se za to, da bi se ohranilo vsako življenje, ker so možnosti, danes se o tem veliko več govori, tudi moli se za vsako mamo. Jaz vsak večer zmolim tudi za vse te mamice, ki se odločajo, tako kot Katarina, vedno nas spodbuja, da bi molili za te mamice in da bi jih Sveti Duh vodil k življenju, ne k smrti. Ker ne ubiješ samo otroka, ubiješ tudi sebe. Ja, na tej točki bomo danes zaključili. V naslednji oddaji bomo še malce spregovorili o samih duhovnih vajah in o tej poti ozdravljenja, ki je za vsakega svoje vrstna. Danes pa smo zares hvaležni vam, gospod Cvetka, ste nas ganili do srca in hvaležni smo Gospodu, da vas nam je dal, da smo imeli priložnost vas slišati in da ste imeli ta pogum, da vam je Gospod dal ta pogum, da ste z nami to in s celotno Slovenijo podelili to svojo zgodbo. Zagotovo vas Gospod ne bo zapustil in Marija in vas ljubite in vašo družino spremljata zagotovo in trdno vem. Vam, pater Tomaž Mikuš, pa za danes morda bi še vi želeli na koncu par besed za vse tiste, ki ta trenutek razmišljajo, ali se udeležiti. Zdaj vidimo ravno 28. do 30. marec, so prijave še odprte, se lahko prijavijo. Ja, rad bi spodbudil, da se ne bojite soočiti se s to bolečino in da te duhovne vaje zares to bolečino preobrazijo. Spomin ostane, ampak ni boleč in ne spremlja ga krivda, ne spremlja ga sram, tako kot ste videli izpričevanje gospe Cvetke. In seveda ne morem obljubljati, da so to lahke duhovne vaje, ker niso. So težke, so pa odrešilne. Pot k vstajenju je preko križa in tako vabim vas, da stopite na to pot. Torej, pater Tomaž Mikuš, gospod Cvetka, najlepša hvala in do prihodnjič, ko se spet vidimo, vama želim obilo Božjega blagoslova. In hvala za to veliko delo, ki ga oba dva opravljata. Hvala Bogu. Naši gledalci, naše cenjene gledalke, hvala lepa, da ste bili danes z nami. Gospod vas ljubi takšne, kot ste, in tudi mati Marica vas ljubi, z vsem srcem so dušo in nikar se ne bojte, če vas karkoli teži, poiščite pomoč. Tukaj so ljudje, ki vam z veseljem pomagajo, ki vam znajo pomagati, sicer pa ostanite z našo televizijo in želim vam obilo Božjega blagoslova ter nasnidenje do prihodnjič. Z Bogom.